Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V naši tokratni oddaji gostimo novo kranjskogorsko županjo Henriko Zupan, ki smo jo danes obiskali kar v njeni pisarni. Dober dan želim. Dober dan. Dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem oziroma vsem gledalkam in gledalcem. Danes smo, kot rečeno, prišli kar v vaš nov delovni prostor. Kako se v njem počutite? Nekaj tednov že delate tu. Ja, moram reči, da je pisarna kar prijetna, počutim se dobro, počasi se uvajam v delo županje, tako da dela tečejo. Januarja je bila tudi ena že bolj obsežna seja Kranjskogorskega občinskega sveta, pa če se malce sprehodiva skozi ta dnevni red, verjetno je občanke in občane najbolj zanimala točka o parkiranju. Vaša predvolilna obljuba je bila, da bo parkiranje po novem za občanke in občane brezplačno in temu zdaj bo tako. Na dnevnem redu te prve redne seje oziroma druge seje je bila tudi točka o spremembi in dopolnitvi pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine, kjer smo izpolnili predvolilno obljubo, da je abonma A, to se pravi abonma za naše občane, brezplačen. Namesto 30 € je sedaj parkirnina brezplačna. Moram pa povedati, da režim parkiranja ostaja nespremenjen, tako da morajo občani vseeno preveriti, kje lahko parkirajo z abonmajem A, nekje bo še vedno potrebna tudi parkirna ura, to se pravi v modri coni je še vedno treba namestiti na armaturno ploščo tudi parkirno uro. Tako da spremembe v bistvu nastajajo samo pri višini parkirnine, vse ostalo ostaja nespremenjeno. Kaj pa, če je kdo že kupil abonma za letošnjo novo sezono? V prehodnih določbah je tudi zapisano, da tisti, ki so abonma že kupili, bodo dobili vrnen sorazmerni del. To zadevo bodo izvedli tako, da se bo izpolnila vloga, na osnovi katere jim bo potem ta del, sorazmerni del parkirnine nazaj vrnen na njihov transakcijski račun. Govorili ste tudi o letnih programih športa in kulture za letošnje leto. Kaj ta dva obsegata, zakaj ju je bilo pravzaprav treba sprejeti? Sprejeta sta bila tudi programa športa in kulture. To sta programa, na osnovi katerih se financirajo te dejavnosti kultura in šport, na osnovi katerih tudi potem športna društva in kulturna društva dobijo potreben denar za izvajanje dejavnosti. To so v bistvu dokumenti, ki jih mora občinski svet sprejeti, da se lahko dejavnosti izvajajo. Kaj pa cena storitve pomoč na domu? Ta vendarle nekoliko raste, ampak občina vseeno dobršen del subvencionira. Tudi na tej seji smo sprejeli spremembo cene oskrbe na domu. Glede višanja stroškov dela in stroškov goriva je bilo potrebno ceno uskladiti. Cena se za oskrbovance zvišuje minimalno, glede na predlagano ceno, ki so jo predstavili iz Doma starejših občanov dr. Franceta Bergla. Tako kot pa ste rekla, občina financira dobršen del, skoraj 84% te storitve oskrbe na domu je subvencionirane strani občine Kranjska Gora. In vendarle, če kdo zneska ne bo zmogel poravnati, se še lahko obrne na Center za socialno delo, verjetno. Kljub temu, da cena ni visoka, obstaja možnost, da kdo te storitve ne bo mogel plačati, tak se vsekakor lahko obrne na Center za socialno delo, kjer mu bodo pomagali in storitev se bo potem, bom rekla, še v celoti financirala tudi strani občine Kranjska Gora. No, na tej januarski seji ste imenovali tudi podžupanjo, to je Klavdija Gomboc, Kranjskogorka, domačinka, občanke in občani jo verjetno dobro poznajo. Zakaj odločitev za Gombočevo in katera področja bo pokrivala? Ja, odločila sem se, da bo podžupanja oziroma prva podžupanja Klavdija Gomboc.
pokrivala bo področje turizma in sodelovala pri projektih, kjer se bomo dogovorili, da bo pač ona aktivno sodelovala. Zdaj ta trenutek projekti niso določeni, ampak nekako jo prepoznam kot delovno, sposobno in tudi res je v kraju prepoznavna oziroma v celotni občini prepoznavna, tako da računam na njeno pomoč in sem vesela, da je to sprejela. No, na zadnji seji je bilo tudi sprejeto, da bodo seje zdaj znova v živo prenašane na naši televiziji, na ATM TV Kranjska Gora. Svetniki in svetnice so to potrdili. Tudi ta predlog je bil sprejet, tako da smo veseli. Meni se zdi prav, da so občani seznanjeni s odločitvami, ki jih sprejema občinski svet. Mi smo tudi v predvolilnih obljubah obljubili, da bomo poskrbeli, da se bodo seje snemale in to zadevo smo tudi izpeljali, tako da sem vesela, da se bodo predvajale in mislim, da bo zadeva transparentna. No, takole po sejah pa bova vsake toliko časa tudi poklepetali in malce pokomentirali celotno dogajanje. To je tudi po mojem zelo dobrodošla ideja. Mislim, da je prav, da se občani seznanijo, da dobijo mogoče kakšno sliko, mogoče kakšen komentar tudi z moje strani, tako da to je zelo prijetna zadeva. No, zdajle v tem tednu nas je razveselila tudi kar obilna snežna pošiljka. Verjetno je to tudi dober obet za smučišče, za celotno turistično sezono. Kako gledate na to pošiljko? Ste je veseli? Ja, ta sneg je bil pa res težko pričakovan in tudi dobrodošel. Tako da mislim, da je več kot oziroma dobrodošlo, da je sneg padel predvsem za žičnice Kranjska Gora, kjer se je že marsikje videla kakšna rjava zaplata, tako da to je zelo fajn, da je sneg padel. Zdaj smo tudi v teh mesecih, ko bo celotna Zgornjesavska dolina dihala športom. Zdaj na nedavni Zlati lisici v Podkorenu ste bili. Izjemno vzdušje je bilo, zelo prijetna 2 dneva. Ja, Zlata lisica je bila prijeten dogodek, vzdušje je bilo fantastično. Moram res pohvaliti organizatorje, da jim je uspelo izpeljati tekmovanje, glede na to, da so bile takrat visoke temperature, tudi snega ni bilo na pretek, tako da vsa pohvala organizatorjem. Čakajo pa nas pa še 3 dogodki športni, tako da se veselimo tudi prihajajočih prireditev. Ja, to bo kar odmevno, Planica, pa potem Pokal Vitranc, pa še enkrat Planica. Boste verjetno šli tudi na kakšno od teh tekem? Zanesljivo bom šla pogledati tudi prihajajoča tekmovanja, tako da udeležila se bom probala čim več tekmovanj, toliko kot mi bo pač čas dopuščal. Se pa veselim vseh dogodkov, ker so zelo dobrodošli za našo občino. Takole proti koncu lahko seveda omeniva tudi, da verjetno že nekako se sestavlja dnevni red tudi za naslednjo sejo. Kdaj lahko pričakujemo naslednjo sejo občinskega sveta? Glede na to, da nas čaka kar nekaj športnih prireditev, bomo skušali naslednjo sejo izpeljati predvidoma 15. februarja. Gradivo se pripravlja, o vsebini bomo pa pač občane in občanke tudi seznanili. Gospa Henrika Zupan, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor. Želim vam uspešno delo tudi v prihodnje in kot rečeno, kmalu se bomo tudi na naši televiziji spet videli, slišali in pokomentirali aktualne zadeve. Za danes pa hvala lepa. Hvala tudi vam za obisk in dobrodošli. Dragi gledalke in gledalci, vam pa hvala lepa za vašo pozornost. Želimo vam prijeten dan še naprej in nasvidenje.